Nadaljujemo pa z razvojem ekološke zavesti v Sloveniji. Tako kot pri posredovanju drugih tematik, tudi pri posredovanju ekoloških sporočil obstajata dva načina. Javnost lahko po načelu etike ozaveščamo, lahko pa javnost zavajamo po načelu kapitala. Več o vizualni ekologiji pa si poglejte v naslednjem pogovoru s strokovnjakom. Ker je ekologija postala splošno družbeno sprejemljiva, zaželena, skratka nujna, je pač kapital tukaj ugotovil, da se lahko tudi tu dela dodaten biznis. Ampak biznis na način, da se v ta temeljni vzrok, ki povzroča onesnaževanje, ne poseže. Torej, del upora proti onesnaževanju se uporablja za to, da se v bistvu ne bi spremenilo sistema, ki povzroča, da prihaja do onesnaževanja. No, kako se torej danes ravna z ekološkimi temami? Omenili ste dva načina. Ja, danes se zagotovo na dva načina obravnavajo ekološke teme. Prvi način prevladujoč je z zavajanjem, torej zavaja se ljudi, drugi način je pa ozaveščanje. Ta način je pa seveda v veliki manjšini. Žal. Kot navaja dr. Fleischmann, je prvi slovenski ekološki plakat izdala vlada leta 1922 pod geslom Varujte planinske cvetice. Plakat predstavlja tudi enega izmed prvih poskusov likovno urejenega ekološkega sporočila na slovenskih tleh. In kaj so pravzaprav prednosti vizualnega komuniciranja ekoloških sporočil? Mi z vizualnim nagovorom lahko bolj jasneje, prepričljiveje, bolj preprosteje, bolj nazorneje predstavimo neko tematiko, kot če samo govorimo z besedami. Torej, če mi narišemo primer, kako se obnaša do neke živali, je to čisto nekaj drugega, če o tem samo govorimo. Ali če hočemo na neko likovno doživetje spremeniti naš odnos do živali. To lahko ilustriram s primerom. Če mi samo o medvedu govorimo, ali če samo o konju, kot sem dal primer, samo govorimo, je nekaj povsem drugega, kot če to žival doživimo. Recimo konja, se ga dotaknemo, jezdimo, začutimo tisti znoj, s tem mi neko realnost, v tem konkretnem primeru realnost žival doživimo in to lahko za nas postane vrednota, ki jo gojimo celo življenje. Gojimo neko pozitivno čustvo, nek pozitiven odnos do nečesa, do okolja, konkretno do živali. Na primeru živali, konkretno psov, je Fleischmann na gostujočem predavanju v okviru okoljske čitalnice pod organizacijo Okoljskega centra prikazal glavne gradnike kakovostnega in prepričljivega sporočila. Mi odnos do živali lahko prikažemo na različne načine. Lahko samo upodobimo žival, ampak s tem, ko prikažemo portret neke živali, ne govorimo o našem odnosu do te živali. Govorimo v bistvu promoviramo žival, ne pa našega odnosa do te živali. Če pa žival predstavimo recimo na nek duhovit način, recimo kot sem prikazal primer, ko je učenec 9. razreda narisal portret psa, kako v roki drži napis Potrebujem ljubezen, ne? Torej je nadgradil ta portret s nekim dodatnim sporočilom, ki govori o tem, da je treba odnos do živali spremeniti. Zagovornik je prepričan, da z likovno dejavnostjo bolje doživljamo in spoznavamo svet in zato naj bi ga posledično tudi bolje razumeli, ter ga s svojim primernim vedenjem tudi ohranjali. Seveda pa je trditev ponovno pogojena s samim načinom posredovanja sporočila, ali sporočilo ozavešča ali pa zavaja. Primer z nafto je eden izmed tako očitnih, kajti vemo, da je v 70. letih bila energetska kriza in nafta je postala dejansko simbol bogatstva, premoženja, neke vrste, kako bi rekli, največjega bogatstva, ki ga človek lahko premore, tako da so si recimo v Franciji oblikovalci izmislili celo reklamni plakat za kozmetiko, tako da so reklamirali to kozmetiko s portretom človeka, ki je bil namazan z nafto. Torej, nafta na človeku je bila rumena, to je lepljiva snov, ki v bistvu smrdi,
v bistvu gre za umazanijo in z umazanijo so reklamirali neko čistočo, se pravi kozmetiko. In v bistvu so računali na gimnastične intelektualne sposobnosti ljudi, kar je bilo dejansko upravičeno v tisti situaciji, v tistem konkretnem primeru, ker je bila energetska kriza, posedovati to tekočino, imenovano nafto, pomeni priti v Eldorado, biti bogat. In tako da reklamirali so z umazanijo čistočo. In to je bilo takrat pač možno. Danes, po vseh nesrečah tankerjev, ko so onesnažili kilometre in kilometre morskih obal, onesnažili toliko in toliko živali, preprečili življenje morskega sveta, odzeli delo ribičem in turizmu, je nafta seveda postala povsem drugačen simbol. Tega, po mojem mnenju, takšnega reklamnega plakata, kot so ga Franciji naredili, ni več možno. Po besedah Fleischmana se v oblikovanju vizualnih sporočil odsevajo družbene vrednote in ravnanja in celo več, z oblikovanjem sporočil jih lahko tudi spreminjamo. Z inteligentnimi in etičnimi vidnimi sporočili lahko učinkovito spodbujamo in vplivamo na ohranjanje okolja, krepimo trajnostni razvoj in spreminjamo zavest ljudi. Dr. Fleischman navede tihožitje flamskega slikarja Bruegla iz leta 1606, kjer umetnik podaja jasno sporočilo. Vprašajmo se, kaj je dragocenejše, denar ali rože. Gre za rože, ki različne vrste rož, ki jih je Bruegel fantastično lepo naslikal. Dal je pa spodaj pod to vazo tudi denar, kovance, in to sliko je namenil nekemu kardinalu in v pismu mu je zapisal, naj sam kardinal presodi, kaj je lepše, kaj je dragocenejše, ta lepota teh rož ali tisti kovanci, tisti denar pod rožami. Ni šlo samo za to, kaj je lepše, rože ali denar. Šlo je za tudi nekaj več, da se zavemo, da je narava izjemno dragocena in mi lahko z denarjem res da kupimo marsikaj, lahko kupimo tudi naravne vire, ampak ne moremo kupiti naravnih procesov. Mi nimamo še nekega umetnega sveta, ki bi omogočal življenje. Imamo naravne procese, ki omogočajo življenje in brez teh naravnih procesov pač ni življenje, je samo smrt. In ta slika je v tem smislu izjemna. In za konec še zaskrbljenost ob hudourniku medijskih podob. Milijone ljudi se je namreč navdušilo za navidezno življenje. Z izmišljeno identiteto izživljajo svoje sanje in se čedalje bolj poglabljajo v umetni vzporedni svet. Virtualni človek, večno mlad, lep in neustrašen, a osamljen svetovljan priklenen na medmrežje. Mi smo danes soočeni z tem, da je vizualno predvladalo nad verbalnim. Mi smo vsak dan soočeni s hudournikom podob preko filmov, preko interneta, preko televizije, s poplavo podob in ki v bistvu povzročajo pri ljudeh brezbrižnost. Ne ganejo. Mi v bistvu komuniciramo z resničnostjo samo še preko medijev. Torej, mobitela, preko interneta in izgubljamo stik z realnostjo. In tukaj vidim eno veliko nevarnost, da če ne bo to imelo neko mejo, seveda to ne moramo prepovedati, to je popolna neumnost, kot bi prepovedal, ne vem, izum kolesa ali izum pisalnega stroja, ampak tu mora biti neka meja, da se ne zgubi stik z realnostjo. Kajti skozi ta virtualni svet človek vse bolj se izgublja neposreden stik z realnostjo in tukaj pač obstaja realna nevarnost, kar se kaže v vsakodnevnem življenju, da bo to imelo lahko oziroma ima velike posledice za okolje. Lahko morda navedete kakšen konkreten primer? Bili so že primeri po svetu, ko so ljudje dejansko živeli v popolnem virtualnem svetu. V Ameriki imamo primere, ko že se zdravniki ukvarjajo s tem, da zdravijo ljudi, ker so enostavno preveč na računalnikih. In enostavno v računalniku so možne stvari, ki v realnem svetu niso možne. Ti lahko imaš 100 življenj, pobija se po računalniku in ponovno živiš. To v realnosti ni možno. In če se ti zasvojiš to zgodbo, enostavno je vprašanje, kako boš v tej realnosti reagiral, če
je tvoj možganski sistem nekje živi v nekem virtualnem svetu. Dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Gledali ste zadnjo oddajo Eko magazin pred prihodom poletja in vidimo se ponovno spet v jesenskih mesecih, prvič v septembru iz Botaničnega vrta Ljubljana. Do takrat pa se imejte maksimalno lepo.